Popotniška serija po Malti se nadaljuje. Pogledali smo si jug otoka, Pogledali smo si sever in otok Gozo. danes pa je čas, da vidimo, kaj ima za ponuditi osrednji del Malte. Dobro jutro, Punč. Ja, dobro jutro. Treba malo svetlobe siknele dati. Se so kao grajski ječi, ej. Ja, pa če bi jaz poznala. Poglej. Kao v džungli. O, limone so. Jaz pa nisem videl včeraj. Jaz tudi ne. Hudo. Limone so. Limone. Ne me snemati, se moramo umiti. Ja, to je ta jutranji look. Ja, za spančki prinesem. Dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva Sonč pa kuhar Ponč. Ponč je že priden in kuha zajtrk, tako da midva zdaj pozajtrkujeva, pa se pa vidimo kar v Blue Grotto. Prva postojanka za danes je tako imenovani Blue Grotto. Oziroma Modra jama. Zdaj tukaj gor je parkirišče, sicer je zelo majhen, tako da za ene 7 avtomobilov, nekaj takega, če vsi znajo parkirati seveda, ker itek ne znajo, tako da, no prav, Blue Grotto. Evo ga, lep je. Kaj še zdaj ti? Zelo kaj povedala? Ne prim. Pa ne šla, dol boš padla. Instagram ni cel življenje, veš? Ni treba za Instagram vse narediti. Malo posliko. Ja, jaz bi tudi moral zgled. Ja, prid gor, ko še s tem sliko, ko se nič ne vidi. Ja, mi boš mogel pomagati. Princeska, no, Ja, pa če ne morem, pa kamera, pa vse. Ne, daj, ko boš dol padla, čak, sem malo. Splezal na visoko škarpo. Lega, kako je lep, ampak ta je pa večji, kot sem si ga predstavljala. Ful me spominja na ta portugalsko katedralo, samo da nima une luknje vse. Čeprav tudi možem, da jo ima tam. A vidiš, kaj je tam nek nasred tako malo pogrezden. Zdaj midva sta se odločila, da si ga pač pogledava samo od zgori dol, ker načeloma, ne vem, nimam glih neke potrebe, da bi šel v čovn, še manj pa v kajak, pa veslov do njega, če ga v bistvu čisto lepo vidiš. Imajo pa polhen teh boat turov, pa kajak tur, tako da. Spoznajte Rotundo v Mosti. Rotunda v Mosti je rimskokatoliška bazilika in verjetno najbolj slavna cerkev na Malti. Posebnost te bazilike je, da ima tretjo največjo nepodprto kupolo na svetu. Ampak če ste mislili, da je to posebnost, poslušajte naslednjo zgodbo. Ta kupola je bila v veliki nevarnosti, da se poruši, ker je med drugo svetovno vojno direkt skozi kupolo padla bomba nemškega bombnika. The bombers started to mobilize. It wasn't soon that the bombs began to rain down on Malta. But what was about to happen, no one expected. Kar je še bolj noro je, da ko je bomba padla, je tukaj ravno potekala sveta maša, se pravi, ljudje so bili tukaj, ampak bomba se ni sprožila. Ljudje so to itak vzeli za čudež in so v bistvu to bombo tudi razstavili, tako da jo greva probat najti. Pejva gor. Bim bom. Tele štenge gor, ne, te pa kar ubijajo. Ampak so že pred kupolo, tako da si ga prav notranjost kupole pogledati. Če se boste povzpeli do kupole, boste lahko videli, kje točno je bomba padla skozi streho v cerkev. Na tistem mestu so v spomin na dogodek odstranjene strešne dekoracije. Nisva pa še povedala, da so Maltežani verjetno en najbolj vernih narodov v Evropi, če ne celo na celem svetu. Zato tudi toliko cerkev in vsega ostalega.
imajo enega največjih prisotnosti pač ob svetih mašah ob nedeljah in tudi, ko so te veliki prazniki, to ne da so procesije, to so celi karnevali, sploh tukaj recimo pred rotundo. No, to je ta bomba, ki je predrla kupolo, o kateri sva prej govorila. To je pa nekaj zame. Misliš? Bunker zame. Odpravljamo se v bunker iz druge svetovne vojne, ki je pod rotundo. Marija, tole je pa goren dol. Sem še glavo butu. Opala. To se mi zdi kot bunker, ki ima tako fajn musko. No, pa na resno noto, tukaj je en tak predorček, kjer imate ob strani potem table, pa tako kakšne rekvizite in vam vse lepo razložijo. Vse se ful splača pogledati, zanimivo. Evo, že takrat so imeli mašince za brit, no? Kaj? Take ročne. Take ročne, ja. To mi najmanj jasno, pač, če imaš neko permanentno razstavo, zakaj imaš ta prave limone noter, da ti vse zgnije? To niso ta prave. To ne. To so umetne plesnive. Glede so stiroporja. Iz stiroporja so. Aja, ojoj. Sam je plesnivo. Fuj. Umetne limone lahko tudi splesnijo. Očitno. Boste pozorni. Ponč, tale iced coffee bo pa zdaj to pasal. Prav to sem rabila. Ampak, če si v drugi državi, moraš seveda probati tudi njihove specialitete. In vzela sva si pastici rikota. V bistvu to je tako pecivo, slano, ki naj bi bilo polnjeno z rikota čizom, se pravi s sirom rikota. V glavnem to je toplo pecivo in pač se priporoča, da se ga je topel. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Ful je hrustljav. Zelo. Tako izlistanega testa. Drugač pa tak, sirov burek. Ja. In ker je pač rikota, je mogoče mečkam bolj maslen, mečkam bolj kremast. Takole izgleda. Drugač pa super dober. Najedla, popila kavico in za danes sva si splanirala, ker se že ful dolgo cajta nisva kopala, da greva lepo na plažo, malo plaže raziskovati in seveda se malo pokopati. Zahod oziroma severozahod ima kar precej tako mini plaž, ki se ena zraven druge držita. Prva taka je Gnaja Beach oziroma Gnaja Bay. To, kar si ga pa midva zelo pogledati, je pa Golden Bay. Se pa na Malti tudi noro veliko gradi, pač to je povsod ene gradbene dela, ali na cesti, ali v centrih mesta, da o teh velikih žerjavih sploh ne govoriva, ker so povsod. V glavnem, precej enih klifov je takih nizkih, ampak so pa vmes take luknje s peščenimi plažami. Ta Golden Bay je sicer res ena malo bolj znanih plaž, ampak nič za to. Kar sem hotela povedati je, da tukaj res lahko pridete tako za pol dneva, lahko pa tudi za cel dan, ker imate pol tudi restauracijo, imajo tak takeaway, pač pijačo itak, WC-ji so, šaversi, vse. Pa pač kopaš se, a ne? Pa sposojajo tudi tele ležalnike pa marele. Voda je pa odlična. Zdaj sva se skopala, zdaj greva pa še eno drugo plažo pogledati. Čistko informativno, če vas zanima, pivo na plaži je pa pol litra lokalnega piva Ciska 2,50 €. Za nama vidite še sosednjo plažo od Golden Baya, se pravi, ta se imenuje Riviera Beach. Do te plaže vas vodi tako nešteto stopnic, ki vidite pač je ful nižji, je pa taka zelo, zelo dolga.
je tako kar dosti zanimiv, pač nekih teh ful velikih supermarketov praktično ni. Imaš sicer Lidl, ampak ta pač... Je eden, pa tam nek na sred otoka, ja. Ja, in ni lih najbližje dostopen. Imaš pa poln teh majhnih cafajzlov pri sosedu, ki so kao neki konzum variante, tega je pa malo morje. In tako da ja, no, če iščeš veliko štacuno, jo je zelo težko dobiti. Prišla sem v Medino. Medina včasih, trenutno je Medina. Slišiš mi? Ja. In čeprav je v bistvu za enega bolj turističnih krajev, moram reči, da smo opazili, da ful je malo turistov. Ja, nasplošno po celi Malti se mi zdi, da sploh ni veliko turistov. Kamorkoli prideva, sva tako dost sama. Res sicer je, da je tudi začetek junija, pa da pač še ni toliko ta high season, visoka sezona, ampak prav idealno za potovanje. Ja, povsod sva praktično kujna vrst. Tukaj v Medini, ali govoriva Medina, kaj je lažje? Okay. Tukaj v Medini si imava par stvari za pogledati in sicer trenutno se nahajava v enem kompleksu St. Paul's katakomb, pa tele jame. In je pač tak začrtano gled, tako da začnemo v bistvu s tole jamo. Po legendah oziroma pač po zgodbi vemo, da je sveti Pavel skrširal tukaj na Malti, je pač mu brodolom in ta dogodek v bistvu začenja samo širjenje krščanske vere na Malti, ker so oni potem pokazali Maltežanom the way of the Jesus oziroma pač nasplošno kristjanstvo. Zdaj, da malo skrajšam, jama, v kateri se nahajamo, je v bistvu jama, v kateri naj bi sveti Pavel preživel 3 mesece pač v zavetju po temu brodolomu in je vzpostavljena kot eno prvih svetišč oziroma kjer so se najprej izvajale vse te krščanske ceremonije, maše in tako dalje, zato je pač to pomembno. Mečkam popravka odprej, pač tam je že vzpostavljena molilnica, pa vse to je pa dejansko jama, kjer naj bi se on nahajal. Vstopava v še en bunker iz druge svetovne vojne. Zanimivost tega bunkra pa je, da v bistvu so ga kopali, ko se je vojna že začela in so dobesedno vse kopali na roke. No, na roke pač z orodji, ja. No, ta pa je malo več kot tisto, kar sem prej gledala. Ampak, Cindy, jaz ne vem, če bi se meni tole vse dal na roke kopati. Mislim, da je pa prepovedan, kuk je strašen, čist tako ozek majhen. Ampak jaz bi šla lih sem, se njim benga traka. Kako če greva? En kamer, naprej, otrok. Otrok, no, pa je greva. Tega je ful. Kam gre to še vse? Dale, katakombe so pa v bistvu tle naprej. Veliko je eno 100 od mrtvih. Prišla sva do katakomb, to je v bistvu kraj, kjer so pokopavali ljudi. In je kup enih tako sobanic, pa tle naprej dol imamo še celo eno žaro. Čakaj, sem videl žaro, tle lepo moje. Pa žara. Moš biti pa skozi takole malo sklonen, ker so tako nizki stropi. Evo. Katakombe so tipični rimski kompleks med seboj povezanih podzemnih pokopališč. Rimski zakoni so prepovedovali pokopavanje mrtvih znotraj mest, zato so mrtve pokopavali v okolici glavnega rimskega mesta na Malti, imenovanega Melite, danes Medina. Večino katakomb se nahaja v današnjem mestu Rabat, zlasti v bližini jame svetega Pavla. Tako danes kompleks predstavlja enega največjih in najstarejših dokazov krščanstva na otoku. Skupaj pokrivajo več kot 2000 kvadratnih metrov površine. Jo, če bi v Ameriki, bi že na vhodu dali opozorila, da debeli ljudi tlele ne morejo skozi, lej to, no. Človek se lahko zatakne. No, evo, prav tako, kar ste. So pa v ta pravih katakombah, evo. Ja, smrdi pa, ja. Sem pa najdel Pončovo katakombo, lej, predvsem. En je začel
Pa je pa na sredo bupov. To je pa res, kaj ti vse na 3/4 narediš. Ampak tale Malta pa res ni prijazna do mojih las. Spet je bilo toliko vlaženo v katakombah, vse mi po konj stoji. Tako da punce, bodite pozorni, kaj prijete sem. Še eno priporočilo, je pa v teh katakombah tako fajn hladno. Tako da res priporočava, da pridete sem, ne vem, okoli 12 v največjem soncu, da se malo hladite. Vsi ljubitelji srednjega veka vabljeni v mesto Medina. V srednjem veku je bilo to mesto glavno mesto Malte, sedaj pa je to postalo mesto Valeta. To mesto je tudi mesto aristokratov oziroma plemstva, poznano pa je tudi pod drugim imenom in sicer Tiho mesto. Tisti, ki vidite, da se malo lomba, da enkrat je Medina, enkrat je Medina, fora je, da pač ja, v originalu je bila najprej Medina, pač iz arabščine, potem se je pa to nekako čuden s to malteščino malo povezal in je zdaj Medina. Ampak jaz sem zdaj pogruntala, kako moraš reči. Ja? Silent M moraš dati. Medina. Tako, Medina. Lačen! Se morava res še na kosil? Na kosilo. Zdaj, zakaj je samo mesto Medina Silent City oziroma pač tiho mesto? V mestu avti niso dovoljeni, pač posledično je bolj tišina. So pa v bistvu konji pred mestom, tako da lahko greste noter skočijo. Kot sem prej omenila, je Medina tudi mesto plemstva oziroma aristokracije. Za mano vidite te pokončna, ozka, rdeča vrata, kar nakazuje na to, da tukaj živi neko plemstvo. Videz mogoče nekoliko vara, čeprav vse skupaj zgleda tako malo stisne, majhen, vse skupaj v bistvu, če pogledamo, nič od hiše, sploh ker je zraven še cerkev, ampak v resnici notranjo skriva precej več. Potem so to res neka prostrani prostori, hiše in tako dalje. Zanimivo je tudi to, da so se v bistvu ta stanovanja, hiše iz generacije v generacijo nekako podajale, tako da čisto čudenega ni, če še danes najdemo v nekaterih od teh stanovanj neko plemstvo. Aleks, jaz mislim, da tlele je pa dobesedno ful očitno, da so bogati. Lej, tole bajto mogoče. Ah, to pa ne. Jaz imam tudi stebre pri bajt. Jo. Čeprav že cel cajt govoriva od srednjega veka, pa je Malta neverjetno stara. V bistvu zametki poseljenosti segajo že 5000 let pred našim štetjem. Zdaj gremo pa v eno fajn restauracijo. Ule, kakšen razgled bova imela. A res? Spet. Nama je pa zelo zanimiv, pač, ne glede na to, v katero restauracijo greva, pa ne, da bi midva zdaj v full fancy restauracijo hodila, ker ti pač nimava denarja, ampak res, v katerokoli restauracijo greš, ko naročiš vino, imajo res očitno to v kulturi. Pride do tebe, pred tabo odpre vino, ti da pač najprej testerček, da probaš in če se odločiš, ok, good, če ne pa, ne vem, sploh ne vem, kaj se zgodi, če rečeš, da ti ni všeč. Ja, lahko zamenjaš vino? Lahko zamenjaš vino. Ne, v glavnem tako, no, ful zanimiv, no. Ni važno, kje si, kako si, a je neka zakotna, a je neka malo na nivoju. Povsod se mi zdi, da imajo ta način strežbe, no, kar je tako, fajn. Imajo pa ful veliko restauracij na tako čudovitem razgledu, pač neverjeten. Spet imamo eno odlično malteško vino. Činkolo binkolo. Sam, koliko je pa lep ta srednjeveški mest. Tale Medina je res neverjetna. Nora. Očarala naj jo je. Res, tako da če ste tle masci, nujno pogledaj. Ja, nujno. Prišli smo do naslednjega zabavnega dejstva. Na celi Malti ni niti enega samega gozda in pa niti ene same reke. Razen tukaj.
Govorimo o gozdu, ne o reki, seveda. Kakor vidite, za nama so lepo v vrsticah nasajena drevesa. Gre v bistvu za en cel park, kjer so namensko naredili gozd. In sicer ne bi bilo to potem območje za lov, pa če nazaj v času, za kralje in pač plemiče, da so se tle lepo jali po gozdu pa lovili živali. V glavnem, umetno ustvarjen gozd, ki se pa še danes delno širi. Ne bo šel specifika, ampak tlele so neka sadna drevesa. Zdaj, moje vprašanje tukaj je, kako tlele to sploh raste, ker da vam tole pokažem. Glejte to suho zemljo, to je suho, ampak po tleh, če pogledamo, to je en kup enega gnivega sadja, ki odpada dol z dreves. Pač, to je sam noro. Ma pa Punč še eno zelo zabavno zgodbico iz zakulisja. V bistvu ni toliko zabavna, ampak sem glih Cindy pravil, da na celi Malti si ne bi mogel boljšega mesta zbrati, da te prime srat. Zdaj, to je zelo malo gaben, ampak pač cela Malta je una betonska džungla, nič nobenih dreves, nobenih grmičkov, da bi se lahko kam skril. Kot sama puščava. Ja, in potem prideva tlele, kaj mene je zvil. In tam še vidva nekaj kao javne WC-je in jaz tako, ki bom prišel, kaj pridem do kaj, je bilo pa z te strani zaprt in bi mogel cel krog 2 kilometra okolje, da prišel do kaj. Nisem mogel zdržati, sem rekel, ja nič. Če je gozd bo poskrbel za me. Spa malo pognojiv, dober je. V redu je. Zdaj smo mogoče odgovorili na vprašanje, zakaj tole tlele vse raste. Evo ga, pada v morje. Hiter sončka ujet. Hiter. Za las je šlo. Sva pa na Dingy Cliffih in tlele hočemo pričakati konec dneva. Midva sva mogla prej odhiteti domov, da sva ujela livestream direktno iz Malte. Zdaj pa v bistvu s tem tudi zaključujeva današnji vlog. Jutri se odpravljava v Valeto, v glavno mesto Malte in pa še 2 druga kraja si pogledati, tako da dajte se naročiti na najin YouTube kanal, da ne zamudite naslednjega vloga. Pa seveda ne pozabite tudi ostalih klasičnih YouTube stvari, se pravi komentirajte, kva vam je bilo všeč, kaj bi si najraje pogledali, lajkajte ta video, pa se vidimo v naslednjem potovalnem vlogu po Malti. Čau, čau! Čau, čau!